Ja, tako kot sem že povedal, jaz se to štejem na veliko čas, da sem bil lahko del tega. Koliko časa je bilo pa za tvojega, si ti letel? Ja. Koliko časa je bilo potrebno zate priprav za let sam, kdaj si se zbudil in koliko pravzaprav ur si porabil za eno uro leta? Samih priprav za let pred samim letenjem ni veliko, je 15-minutni briefing. Več štejejo tisti briefingi, ki so bili v dogovarjanju z Američani, pa to vse prej narejeni. Tega je pa kar veliko, kar ogromen časa preteče za koordinacijo vsega. A so bile kakšne posebnosti v zraku? Turbulenca, kakšne take stvari, ki so vam zdaj preko koncentracije? Pa ne, koncentracija ostaja tam, ko mora biti, sprav vsi smo bili skoncentrirani polno. Turbulence pa minimalno, toliko, kot je zdaj v tem času pa na teh konvektivnih oblakih, ki se razvijajo. F-16 gre preko kilometra ali dva hitreje od Pilatusa, ali gre pravzaprav za dve popolnoma različni vrsti letal. In vi ste pravzaprav v tej formaciji mogli najti kompromis. Vi, ki ste vodili formacijo skozi Slovenijo, pa oni, ki so mogli malo počasneje leteti. Kaj so vam tu rekel pri planiranju, da ste o tem razmišljali? Kaj je to pomenilo za vas, pa pravzaprav za druga letala? Tukaj je pa predvsem za poznavanje samega letala z naše strani do njih in pa obratno. Se pravi, če oni vejo performance naše, mi poznamo njihove, se lahko skupaj vse skoordinira in tudi varno izvede, tako kjer je do nas. Kakšni občutki so, ko letiš nad Slovenijo in se s tem pokloniš in zahvališ predvsem medicinskemu osebju, ki je bilo v prvih bojnih vrstah med epidemijo? Ja, jaz osebno si najprej to štejem v eno veliko čast, da sem lahko sodeloval pri tem zraven. Občutek je pa poseben. Pač preletavajo posebni občutki, ko preletavaš tista mesta, ki so bila najbolj obremenjena med tem časom, pa tudi vsak, ki so sodelovala pri boju v prvi liniji. Kakšna je zemlja oziroma kriza zdravstvena z zraka? A je drugačna kot zemlja? Za nas letalce krize v zraku ni, razen takrat, ko gre kaj narobe. Skupaj z Američani v zahvalo prvim bojnim vrstam, če lahko rečemo, pri zmagi nad epidemijo. Kakšen je občutek se z neba zahvaliti medicinskim delavcem? Ja, prav poseben občutek, posebno veliko ponosa in tudi velika hvaležnost delavcem, ki so na tleh delali in tudi tisti, ki so v zraku to počeli. Kaj pa je tista stvar, ki je z zraka drugačna kot je z zemlje? Predvsem druga perspektiva. Občutek iz zraka, ko vidimo, kako se drugi borijo, je prav poseben. Kaj je bilo posebej težko pri taki formaciji izvesti tako formacijo? Najbrž to ni stvar, ki se zgodi v nekaj minutah. Kaj je bilo še posebej težavno? Predvsem načrtovanje leta, upoštevanje vremenskih vplivov, goriva, razdalje in potem tudi ves trud, ki ga potem naredimo s takšnim bližnjim letenjem na formaciji. Tudi za Američane je to izziv. Ravno to sem hotela vprašati, a je poseben izziv, ker je zraven vključena še druga država? Absolutno. Predvsem druga država mora upoštevati naše zmogljivosti pri letenju, mi moramo upoštevati njihove zmogljivosti, potem najdemo neko skupno točko, ki lahko vsi naenkrat izvajamo. Najlepša hvala. Narobe gre lahko ogromen stvari pri takih stvarih, ampak dobra koordinacija, pa pogovori, briefingi, dolgotrajne pa premljevanje vseh situacij, to reši na zelo enostaven način, da se v zelo kratkem času lahko zmeni veliko. In ste s samim preletom zadovoljni? Ja, definitivno. Najlepša hvala.